Slovenijo čez mesec dni čaka prvo evropsko prvenstvo v nogometu na naših tleh. Že v sredo pa bo na vrsti prvi uradni dogodek, žreb skupin. Krovna nogometna organizacija je v preteklosti organizirala že vrsto kvalifikacijskih turnirjev, za voljo dobrega sodelovanja z UEFA pa je bila strani Evropske nogometne zveze nagrajena z organizacijo Evropskega prvenstva do 17 let. To na eni strani je priznanje za nogometno zvezo in hkrati seveda tudi velika obveza. Gre za turnir zvest prihodnosti, kot pravi UEFA, največjih talentov. Tudi letos verjamem, da bodo bodoči zvezdniki nastopili na našem turnirju, kot so v preteklosti že številni današnji zvezdniki, kot so na primer Torres, Rooney, Fabregas. Med 4. in 16. majem se bo 8 kadetskih reprezentanc, med njimi Nemčija, Islandija, Poljska, Nizozemska, Belgija, Francija, Gruzija in Slovenija kot domačin, merilo za 11. naslov evropskega prvaka. In kakšen je vtis selektorja o izbranih vrstah, ki bodo prvo polovico meseca maja preživele v Sloveniji? Gre za zelo kvalitetne reprezentance, da vse reprezentance gojijo hiter, agresiven nogomet, tak modern trend. Reprezentance bodo igrale v dveh skupinah. Tekme skupine A se bodo igrale v Ljubljani in Domžalah, skupina B pa bo imela bazo na Štajerskem, v Mariboru in v Lendavi. Polfinale in finale bosta odigrana na Stožicah, medtem ko bo gostiteljica prvenstva prve 3 tekme igrala na vzhodni polovici države. Posebnih želj v nasprotnikih ni, saj so prav vse reprezentance, ki prihajajo na Euro, kvalitetne. Za nas bo vsak nasprotnik zelo zahteven in katerakoli reprezentanca bo v naši skupini, se bomo maksimalno pripravili na njo in seveda na vsaki tekmi poskušali pokazati svojo najboljšo igro. 9 od 15 tekem si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Eurosportu, tekme Slovenije in finale pa bo na ogled tudi na nacionalni televiziji. Vstopnice si boste lahko zagotovili od 6. aprila dalje po simbolični ceni 4 evre za odrasle in polovico manj za otroke. Organizirane skupine šol in klubov bodo imele brezplačen vstop. In kakšen je finančni zalogaj takšnega tekmovanja? Proračun celotnega dogodka v višini 1,2 milijona evrov je v celoti zagotovljen strani Evropske nogometne zveze, mednarodnih in naših partnerjev, ki bodo sodelovali z NZS pri izvedbi prvenstva. Po intenzivnih pripravah, ki se vlečejo že od jeseni naprej, si selektor Miloš Kostić želi, da se vse skupaj čim prej začne. Generalka pred pričetkom prvenstva bo po vsej verjetnosti odigrana na Poljskem, na stadionu v Varšavi, kot uvertura za Evropsko prvenstvo članskih reprezentanc. Na samo prvenstvo bo prijavljenih 18 nogometašev, menjav z izjemo vratarjev v primeru poškodb pravila ne dovoljujejo. In kakšne so želje selektorja, ki si je nekaj reprezentanc, ki prihajajo v Slovenijo, že ogledal v živo, in pa sami cilji Nogometne zveze Slovenije? Cilj NZS vsekakor organizirati prvenstvo v skladu z mednarodnimi standardi in tako upravičiti visoka pričakovanja Evropske nogometne zveze in slovenske javnosti in hkrati izkoristiti to prvenstvo tudi za promocijo samega slovenskega nogometa, Nogometne zveze Slovenije oziroma Slovenije kot države. Želja je dobiti najmočnejšega nasprotnika. Zakaj? Zato, da se v skupini, kjer je še možno odigrati, naprimer, malo bolj na rezultat, se pravi bolj na točke, tam je še potem večji manevrski prostor. Prvenstvo zvezd bo imelo tudi ambasadorja. To sta nekdanja reprezentanta, ki sta v svoji bogati nogometni karieri nastopila na Evropskem prvenstvu. To sta Marko Simeunović in Sašo Udović.